ko srečaš te ljudi po Osivnici pa po Plescih, še dosti govorijo po domači? Ja, jaz govorim, če mene vprašaš. Jaz govorim z vsakim, govori slovensko, govori hrvaško, če je doma človek, zmerom se Po domači. Za te ljudi te ne? Za te ljudi ljeti, z vsemi se po domači. Presenetil me je pa v Ani, ko so prišli deca z čobranske školi, ko so prek zmerom hrvaško, vse pa naši. No, to je pa lepo. Pole sem šla na občino, občina ne reče, ne besede hrvaške, vse pa naši. No, jaz sem šla pa v trgovino v Čober zdaj, Ja. pa domači govorijo. A vse pa naši, vse pa A veš naši. to, ko smo pa jaz dejte, ko smo hodili v Je Čober bilo k pa vse zobari, hrvaško, so pa vse hrvaško Vse pa vse govorili. hrvaško, tu se tak jako vrača, da te ne Ja, morem povedati. v Osivnici pa na one strani pa malo drugače. Tam je pa ostal vse dosti ljudi odseljivo, veš. Malo ljudi je ostalo. Te, ko so pa ostali, še govorijo, samo njiha deca imajo pa v šoli učiteljico pa navade, ki ne jote, pa z njime nič po domači ne govorijo. Pa vrtec hodijo v kočijsko rejko, ko tudi ne govorijo po domači. Deca več ne govorijo dosti. Škoda. Govori ob Zgornji Kolpi in Čobranki smo izbrali ravno zaradi tega, ker je pač to ime že samo po sebi asociirana povezava enega in drugega brega. Reka Kolpa je sicer že stoletja tudi politična meja in Čobranka enako, ampak ljudje na teh krajih so bili vedno normalno povezani med sabo, tako kot so bili povezani vsa stoletja in tisočletja prej. No in zanimivo pri teh zadevah je tudi to, da so tukaj ostale te mitološke zgodbe, ki so dejansko formirale ta prostor v en celovit prostor, kulturni. Se pravi, ne samo, da si delimo narečje, ampak si delimo tudi te mitološke zgodbe. In ena od njih je sigurno najbolj znana v širšem slovenskem prostoru, je zgodba od Petra Klepca, o katerem sicer obstaja veliko različnih variant. Te variante so se seveda mešale med sabo, mešale so se tiste, ki so bile iznad doline, prej nekoč pred stoletji domače, mešali so se tiste, ki so bile v dolini domače, vsi so ga imeli za svojega, ampak ostale so pa še vedno v tem našem prostoru. A veš kaj, jaz od tega Petra Klepca pravzaprav ne vem, Čisto točno. Čisto točno, ne se ljeti toliko govoril od njega, jaz se samo zmislim, ko so lati prišli z pažaronce, te stari ljudi pole so govorili, blizu malega oga. Pri nas je pa dosti govorilo. A pri nas je dosti? Tu se je zmeraj pripovedoval, te pripovede ob večerih. To skratko. Se ne imel kaj delati, se ve, ja. Ali smo pa molili. No, ali pa molili, no, pa so rekli tako, da je bil nekje okoli Osivnice doma. Ali pa tam blizu Osivnice. Vse segli, ko je malo nogi. Ne segli. No, oženil se pa pole v malo ok. Tok so nam pripovedovali. Ne segli, tako se še zmerom karajo. A karale se bodo. No, kaj ti veš od njega, daj še malo pripovedivati. Bom povedala. Tu je bil fantiček, ki je živel sam z materjo, vane stare bajte. Imeli so eno nivco tam pri hiši, pa eno kozo, ki ne davalo mleko. Pa so težko preživeli. Pa je mogla mati na žrnado hoditi. Kmeten, da je zaslužila, da so ji dali tisto kuščo kruha, kaj pa dobiva na žrnade. Peter Klepec je pa rastel, postavil je blviče, pa mu te hrane ne bo dosti, koliko je ona dobila. Poleg ga pa s težkim srcem dala za pastirja vaškega služiti. Pa je prišel med tiste vaške pastirje, pa je bil najbolj drobčkan med njimi, pa najmanjni. Pastirje, ko pastirje so pa tu skoristili, so ga pa skozi preganjali. Vse je mogel na mesto njih narediti. Peter, pojdi po vodo. Pa je mogel biti tek Sedence ali pa Kvijarok po vodo, kje je bo bližje. Bogareveš, ja. No, pole Peter pojde
zavrne živino. Krav je bilo to skrat dosti, se veš, da ste veliki kmeti so imeli dosti krav. Pa je bil tako žalosten, pa je včasih, ko so ga primere spestili sanjaru, pa na pisku je igral z leskove palce. Zleske so devali piske. Jaz se tudi tega zmislim. Pa gledal na Svetogoru gore. O, Marija Svetogorska, pomagaj me, da bi jaz jak. Bog me pomagaj, da bi bil jak. Kome se ne bi zasmil? No, pole, enkrat so ga spet poslali pa vodo. Pa je tam na travniki, blizu sedjenca, zagledal ane lepe dejkovce, ko so spale tam v travi. Pa sonce je svetil. Jo, je rekel, Boga dejkovce, se jih bo sonce opeklo. Pa je nalamal leskave veje, pa jih je zapuknil. Zapeknil okoli, tako da je senco naredil, da so senco naredil. Da ne bo vroče. Samo to niso bile dejkovce, to so bile dobre vile, ki jih je Bog poslal, ne. Pole se je pa v grmje skril pa čakal. Pa so se pa zvedili, pa so gledali okoli sebe, pa se devali, joj, kdo ne pa to naredil. Pa so ga zagledali noter v grmje. Se ti tu nam senco naredil? Pa je pa kimal plašno. No, pa ide sen. Pa je prišel, pa je videl, kako so prijazne, pa se je malo bolj okarajžil. No, pa kaj imate zdaj za to dobro dejo narediti? Kako imate pa plačati? Ja, jaz bi bil rad jak. No, pravijo, dobro, spukne ta grm. Pa ga je spuknil. Hop, vidijo, da je jak. No, pa zdaj pa spukne še brejzo. Brejza bo pa debila, pa visoka, pa si je mislil, kako bo tu šlo, pa jo je zagrabil, pa ga je spuknil, pa je šlo ven. A veš, kaj so rekli, da je gredo prinisil? Tu je pa pole kašene, ki je zrastel, ja. Pole so mu pa rekli, ne še hujo spukne. Hujo bo pa tako debilo, da je komaj prjal z oba dvajmi rokami. Pa se je vprl, pa jo je spuknil. Joj, kako sem jaz jak, je rekel. Pa se je ozrl okoli, pa ne bo teh dejkovc ne kri več. So pa šle, ne. No, vidi. Pole ne mogo pod vesela nič. Je šel pa nazaj na pašo brez vodi, pastiri so ga čakali, jadne, kje je voda? Krave so vešle, zavračati bo treba. On se je pa vlekel tam senco, pa gledal oblake. Pa so, da ga bodo pretolkli, on je samo z roko zamahnil, pa so se pa padali na tla. Ne so mogli virvati. Šankat so se zakadili ven. On je stal, pa šankat se razkajkal okoli sebe. To ime govori ob dolini Zgornje Kolpe in Čabranke, seveda tako kot je vezano na samo dolino. Ampak dejansko govori se ne govorijo samo v dolini. Govorijo se od Babnega polja, ki je nekako ena meja proti Notranjskem narečjem. Govorijo se na celotnem območju občine Čabar. Govorijo se na hrvaški strani potem še v tem zgornjem delu občine Delnice, ki leži ob Kolpi. To je predvsem župnija Turke. Potem pa na slovenski strani je to občina Osilnica, del občine Loški Potok, ki mu pripada recimo Podplanina, ki je prva soseda od Čabra, in potem v Dragarski dolini so se nekoč pač tudi govori govorili. Žal se pa tam z leti zelo zgubljajo, zaradi tega, ker je enostavno po drugi svetovni vojni je bilo preveč prišlekov iz vseh ostalih okolij, ki so nadomestili nekdanje kočevske Nemce, in se pač te meje oziroma ta spomin na te govore počasi briše. Se podobno pa je, glej, po Ošivljanju. Se je isto v Sivolšku, isto je Pleško. Pleško, no. Kaj drugače rečemo? Vi rečete hiša, rečete šiša. Šišo. Mi rečemo hiša, no.